Zdravstveni dom Krško je letos občutno posodobil vozni park, ki šteje 23 vozil. Za menjavo 3 službenih vozil v skupni višini 51 tisoč evrov želi zdravstveni dom izboljšati kakovost pogojev dela patronažne službe in voznikov sanitetnih prevozov na območju občine Krško in Kostanjevica na Krki. V Tržišču so se srečali prostovoljci iz sevniških društev upokojencev, ki so vključeni v program Starejši za starejše. Program medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost življenja doma in večjo vključenost v družbo omogoča bolj neodvisno življenje starejših in dostojno preživljanje starosti. V občini Sevnica so v program vključena vsa društva upokojencev, ki v sodelovanju z različnimi strokovnimi službami v lokalnem okolju pomagajo vsem starejšim od 69 let, ki potrebujejo pomoč in pogovor. Tudi letos je Gasilska zveza Krško v zaključnem mesecu koledarskega leta poskrbela, da so celoletno delo sklenili skupaj tisti, ki največ časa, tako organizacijsko, logistično in še kako, posvetijo gasilstvu v vlogi funkcionarjev v komisijah, poveljstvu, upravnem in nadzornem odboru, ter tisti, ki so tlakovali pot, da zdajšnja generacija lahko uspešno nadaljuje zastavljeno delo, starejši gasilci. Tudi letos se je dedek Mraz odločil, da s svojim spremstvom obišče člane društva Sonček Posavje. Pravzaprav so ga z igro in s pesmijo priklicali učenci osnovne šole Koprivnica. Kot pritiče je s snežinkami podelil darila članom društva. Predsednica Nataša Solomun je ob tem predstavila samo delovanje društva Sonček Posavje v letošnjem letu. Izpostavila je sodelovanje v programu Pegas in projektu Most, kar je za društvo velika dodana vrednost.